Sloveniji želimo poudariti, da smo zelo nezadovoljni s predlaganim davkom na nepremičnine, predvsem zaradi tega, ker je ta zakon nedodelan, nepremišljen, nesistemski. Nezadovoljni smo tudi s tem, ker bo obravnavan po nujnem postopku in ne po rednem postopku, ko bi ga lahko še izboljševali, predvsem glede na to, da je izraženega veliko nezadovoljstva zaradi tega zakona. Sporno se nam zdi tudi vrednotenje nepremičnin, saj prihaja do absurdnih situacij. Naprimer, nekdo, ki živi v Prekmurju, ima lepo stanovanjsko hišo, je ovrednotena na 1000 evrov. Nekdo drug mi je pripovedoval, da ima v Ljubljani majhen kozolček in je vreden 300 000 evrov. Pa še veliko takšnih nesmislov se dogaja, zato smo prepričani, da bo prihajalo do zelo absurdnih situacij. Prav tako se ne strinjamo s predlaganjo obdavčitvijo gospodarskih objektov. Vsi vemo, da gospodarstvo je v slabem položaju, da potrebuje kisika, da imamo nizko gospodarsko rast oziroma negativno, da so tudi napovedi za prihodnje zelo slabe, da nam Evropska komisija napoveduje primerjavo s Ciprom, medtem ko se ostalo območje Evropske unije naslednje leto že pobira oziroma se že sedaj pobira, so v Sloveniji še vedno negativni trendi, zato mislimo, da ni primerno, da gospodarstvo še dodatno obdavčujemo, zato bo Nova Slovenija predlagala tudi nekaj amandmajev, med drugim tudi amandma, v katerem predlagamo enako obdavčitev gospodarskih objektov z energetskimi objekti. Saj se nam ne zdi primerno, da je tukaj tak velik razkorak. Prav tako z obdavčenjem vrtcev, šol, torej objektov v občinski lasti in objektov v državni lasti, bomo predlagali iz enega žepa v drugega, pravzaprav pa na ta način dodatno obremenjujemo občine in s tem tudi jemljemo denar ljudem. Občine izvajajo investicije neposredno za ljudi in s tem, ko bomo spet naložili nove davke občinam, bomo tudi zmanjšali investicije v občinah in pa dodatno obremenili ljudi. Občine so opozorile tudi na prazna stanovanja oziroma na stanovanja v občinski lasti. Do sedaj je prispevek za NUS so plačevali najemniki, sedaj bodo ta davek plačevale občine. Torej se jim bo tudi preko tega davek povečal, še posebej občinam, ki imajo veliko socialnih stanovanj. Skratka, Novi Sloveniji nasprotujemo, da se ta zakon o davku na nepremičnine obravnava po nujnem postopku, zato ker je veliko nedodelanega, nepremišljenega, zato se bomo pozvali tudi volivce Nove Slovenije, da podpišejo predloženo peticijo, ki predlaga umik tega zakona. Nova Slovenija bo pa predlagala še nekaj amandmajev, seveda kolikor ne bo prišlo do umika tega zakona, in sicer bomo med drugim predlagali tudi zmanjšanje davka za družine z večjimi otroki, saj večje kot je število otrok, večje stanovanje potrebujemo, zato mi predlagamo zmanjšanje davka glede na število otrok od 4 naprej za vsakega za 0,02%. Prav tako menimo, da invalidi potrebujejo več prostora, predlagamo pa tudi, da se izvzamejo vsi objekti v državni in pa v občinski lasti.